končali. Izvršilni odbor danes obravnava prvo analizo predčasnih volitev in priprave na lokalne volitve, ki bodo oktobra letos. Seja bo trajala še kar nekaj časa, tako da bi vas želel danes seznaniti predvsem stališčem, ki pa je bilo v zvezi z predčasnimi volitvami že sprejeto. Kot veste, je stranka na svetu že pred volitvami 16.6. Ocenila, da te volitve ne bodo svobodne niti poštene. To se je tudi zgodilo, zaradi tega so tudi bile nelegitimne in v tej luči so bili napovedani nekateri ukrepi. Danes je v zvezi s tem in predvsem iz zavedanja do stanja, v katerem je država in iz zavedanja do odgovornosti države, izvršilni odbor sprejel sklep, da bodo ti napovedani ukrepi zamrznjeni, odloženi in po odločitvi zadnje inštance sodišča tudi preklicani, vkolikor bodo stranke, ki v parlamentu tvorijo parlamentarno večino, in predsednik republike dali neko javno zavezo, da bodo, ko ta sodba pade, ko bo odpravljena, ker je nezakonita, tudi omogočili vsaj delno. Tako je Edi Darja in pravkar je napovedal, da bo stranka zamrznila napovedane ukrepe. Prisluhnimo izjavi. Pozvali tudi k čimprejšnjemu odločanju vse sodne inštance. Gospod Černač, če ste lahko konkretni, kaj to pomeni vaša odločitev izvršilnega odbora? Stranka bo zamrznila že napovedane ukrepe, ali to pomeni, da ne bo blokirala dela v parlamentu? No, vse o blokadi ni bilo govora, ne. Ti sklepi in te odločitve so bili napačno interpretirani. Mi smo govorili o tem, da ne bomo prevzemali vodstvenih funkcij in tako je bilo tudi pisno stališče, da pa bomo ves čas aktivno delovali v politiki in seveda upravljali vse tiste naloge, ki jih kot stranka, ki je dobila drugi najboljši rezultat, tudi moramo upravljati. Torej, seja izvršilnega odbora, ki še teče, danes obravnava prve rezultate volitev, upravlja analizo in seveda tudi priprave na lokalne volitve. Glede na to, da še teče, bi vas želel seznaniti predvsem stališčem, ki je že bilo sprejeto. Veste, da smo pred volitvami na svetu sprejeli stališče, to je bilo 16. junija, da te volitve glede na okoliščine ne bodo poštene in svobodne. Tudi rezultat je bil z tega razloga nelegitimen, zato so bili napovedani nekateri ukrepi. Danes je izvršilni odbor sprejel stališče, da smo pripravljeni te napovedane ukrepe zamrzniti, začasno odložiti, oziroma po odločitvi zadnje inštance sodišča o odpravi sodbe tudi preklicati, vkolikor stranke, ki tvorijo parlamentarno večino in predsednik republike dajo javno zavezo, da po tistem, ko sodba pade, ko bo odpravljena, omogočijo vsaj delno popravo škode in razpis novih volitev. Torej, iz vrste SDS